Stanovalci doma upokojencev Brežice so s prostovoljci kegljali, ustvarjali izdelke iz gline, reševali miselne naloge, se z njimi pogovarjali in družili. Dopoldne smo imeli že telovadbo, pride še nekaj aktivnosti, druge potekajo v drugih nadstropjih, tako da tisti, ki želi, mu ni dolgčas. Se lahko dobro počuti, kajti ravno to, da nekdo prostovoljno pride in nekaj naredi za nas, pravzaprav obogati nas in njega samega. To je pa nekaj najlepšega, kar se lahko dogaja. Tudi prostovoljcem je bilo delo stanovalci v veselje in so z navdušenjem svoj čas namenili druženju z njimi. So pa zelo prijetni, všeč jim je, da jim lahko pomagamo. Danes tukaj glamo, imamo tudi ročne spretnosti. Dom upokojencev Brežice je eden tistih, ki jih Krkini prostovoljci obiščejo vsako leto in jim posvetijo posebno pozornost. Ja, v letošnjem letu je že 8. pri nas podjetje, prostovoljci iz podjetja Krka, torej v okviru tedna humanosti in prostovoljstva. Kaj nam pomeni? Pomeni nam dodatne aktivnosti, pomeni nam medgeneracijsko sodelovanje, pomeni v bistvu eno dodano vrednost, pomeni vrednoto prostovoljstva, ki je res ena neprecenljivih vrednot. V okviru tedna humanosti in prostovoljstva je bilo druženje v Brežicah sicer le ena od dejavnosti, v katere so se vključili prostovoljci, aktivnosti so namreč potekale ves teden. Namen vseh teh aktivnosti, ki jih organiziramo v sklopu Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva, je človeku osmisliti dan, mu dati vedeti, da na svetu ni sam in mu nuditi človeško toplino, bližino in ljubezen. Ker v Krki je prostovoljstvo zakoreninjeno že vse od ustanovitve, letos bo to že 65 let in veliko sodelavcev se je nekako udeleževalo različnih prostovoljnih aktivnosti posamezno. In potem smo sklenili, da lahko skupaj naredimo več in bolje in zato smo sklenili te aktivnosti povezati, jih še razširiti na več humanitarnih organizacij. Mnogo krkašev je tudi letos darovalo kri, številni so prispevali oblačila, igrače, obutev, živila, knjige in druge potrebščine za odrasle in otroke ter hrano za male živali. Družili so se stanovalci 28 domov za starejše ter varovanci in učenci varstveno-delovnih centrov ter nekaterih drugih zavodov in ustanov po vsej Sloveniji. Sodelavci iz programa Veterina pomagajo tudi v določenih veterinarskih ustanovah. Lani so bili v živalskem vrtu, letos pomagajo urejati zavetišča za živali Maribor. Skratka, zelo veliko je teh aktivnosti, organiziramo v teh inštitucijah, humanitarnih, v centrih, različne delavnice, potopisna predavanja. Tako da ljudem skušamo polepšati čim bolj dan in jih vključiti v naše življenje. Namen akcije je tudi spodbuditi zaposlene, da pomagajo po svojih močeh. Veseli nas, da se nam vsako leto pridruži več prostovoljcev. Običajno v tem tednu sodeluje od 20 do 25% vseh zaposlenih v Sloveniji, to je okrog 1100 prostovoljcev in vsako leto se nam pridruži še 100 novih. Ravno tako pridobijo več krvodajalcev. V Krki je sicer krvodajalstvo že tradicionalna prostovoljna aktivnost, bom rekla, imamo 1500 registriranih krvodajalcev, od teh jih okrog 1000 dvakrat letno daruje kri. No in prav na tej akciji v tem tednu dobimo skoraj 50 novih krvodajalcev. V okviru aktivnosti tega tedna pa v Krki vsakoletno pripravijo tudi dan odprtih vrat.